Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o tem, kaj pravzaprav najdemo v kremah. Sploh veste, kaj je v vaši kremi? Pa razumete te sestavine, ki so notri? In koliko izmed njih je pravzaprav organskih, ki res aktivno delujejo na našo kožo? O vsem tem in še več bom danes govorila z našo gostjo, magistro farmacije Darjo Gornjak-Korošec. Lepo pozdravljena. Živjo, živjo. Darja, jaz imam toliko vprašanj. Jaz sem drugače kozmetičarka, ne? To vam prej nisem povedala, prej sva že videla klepetale. Ampak vseeno, za začetek pozabila sem, glede na to, da torej sem slišala, da imate vi kolekcijo za zrelo kožo. Kdaj je naša koža že zrela in jo moramo posebej obravnavati? Procesi staranja se nekako začnejo že po 25. letu. Imamo že zrelo kožo. In pri ženskah celo prej kot pri moških, žal. Tako da nekje, bi jaz rekla, po 30. letu je že prav, da jo negujemo mogoče na drugačen način. Tako da, ja, po 30. letu lahko že priporočamo recimo to Torej, Darja, vi pravzaprav ste skoraj ne slučajno se podala v ta svet krem in odkrivanja posebnih olj in maščob, zato ker je vaša hčerka, ki je iz Afrike, torej imela težave pravzaprav s tem podnebjem verjetno in zaradi tega posledično suho kožo. Ona ima zelo suho kožo. In tako sem jaz pred 4 leti začela odkrivati sestavine naravnega izvora, ker sem jo želela negovati z naravnimi izdelki in sem preko različnih tečajev spoznala tudi sestavine za nego svoje kože. In tako sem recimo pred 3 leti že začela izdelovati kozmetiko zanjo, izdelke za nego telesa in lask. In pa seveda svojo kolekcijo zase, ki je zdaj prišla v svet. Torej, Majarula, odkje pravzaprav to ime? Poleg tega, da je tudi ime vaše hčerke notri, ne? Tako. Z imenom, glede na to, da je nekako v moji kolekciji rdeča nit smilj in pa olje marule, ki sta mi zelo pri srcu, smilj kot eterično olje in pa v obliki hidrolata. In pa marula, ki je hladno stiskano olje, afriško olje. Zelo opojno in sem ga vključila v vse izdelke, ki so na oljni oziroma lipidni osnovi. Sem najprej razmišljala, a bi kaj v zvezi s smiljem poimenovala. Potem pa je prišla ideja na poti iz Ljubljane domov v enem trojanskem tunelu, da ne bi bila marula, ker je to olje, ampak Majarula. Maja je pa moja punčka, ki mi je pravzaprav pokazala pot do moje strasti, do mojega poslanstva in sem ji neizmerno hvaležna. Torej, ljudje, realno uporabnice, krem nekje zapravimo letno okoli 300 €. Pa v bistvu se nikoli ne vprašamo, kaj pravzaprav je v teh negovalnih kremah. Nam res negujejo kožo. Velikokrat pravzaprav vse sestavine nam znajo tudi škoditi. Po 6 minutah gre to že vse notri v telo, torej te sestavine, in premalo se zavedamo v bistvu, kam damo svoj denar, v kakšne pravzaprav kemične kreme, če lahko temu tako rečem. Ja, zdi se mi, da je vedno več ljudi oziroma žensk tudi ozaveščeni v tej smeri. Tudi moj namen je ozaveščati sodobno žensko in navdušiti za uporabo naravne kozmetike. Ker se mi zdi tle, da ni potrebno, da posegamo po bolj ali manj škodljivih kemikalijah, ker nam lahko naravne, preverjene učinkovine super delujejo na našo kožo in imajo maksimalen učinek. Več o tem ste tudi pisala v vašem novem e-priročniku, torej e-knjigi o zreli koži, kjer v bistvu zelo natančno pravzaprav razložite, kaj zrela koža v prvi vrsti potrebuje, kako jo pravilno negujemo in predvsem, kaj so tiste sestavine, da v bistvu tudi mi spoznamo navadni smrtniki, ker recimo nimamo tako pojma o tem, kaj pravzaprav mora biti v kremi. V prvem delu predstavim značilnosti zrele kože in tudi kako se lahko izognemo prehitremu staranju, predvsem izogibanju škodljivim učinkom uvesevanja, potem zdravim življenjskim slogom, prehrano, predvsem prehrano. Če tle omenim več o tem, govorim v tejle e-knjigici. V drugem delu pa se dotaknem, kaj naj bi kozmetika za zrelo kožo vsebovala,
da bo koža nahranjena, navlažena in z manj gubicami. Če omenim nekaj teh skupin, jaz sem jih razdelila v 10 skupin, so tle emolienti in okluzivi, o tem mogoče več kasneje, vlažila, potem so sredstva, ki popravljajo barierno funkcijo, antioksidanti, vitamini, se pa dotikam samo sestavin naravnega izvora, ker ta res podpirajo delovanje naše kože in uravnavajo te procese v koži. Zdaj, vi ste danes s sabo prinesla malo morje, telih oljčkov, torej vi pravite, da to so res pravzaprav naši reševalci kože, brez njih pravzaprav bi bili skoraj da ne pečeni, če lahko temu tako rečemo. Ja, pač olja so eno tako jedro, srce, kako naj temu rečem, emulzije. Sploh je pa pomembno, da so olja prisotna v tem zimskem času v naših izdelkih. Zima, to moramo poudariti. Zima, torej po zimi moramo za svojo kožo popolnoma drugače skrbeti, kot pa to počnemo v poletnih mesecih. Malo več moramo nameniti temu. Nega mora biti bolj izdatna, bolj hranilna, kajti po zimi so temperature zelo nihajo, zunaj je mrzlo, noter je toplo in to izsuši našo kožo, poruši naravno zaščitno funkcijo. Poleg tega pa tudi voda iz površine izhlapeva. Koža je bolj dovzetna za vse škodljive snovi iz okolja in koža postane rdeča, tudi lahko boleča, srbeča, se lušči in takrat je res pomembno, da vključimo v svojo emulzijo tako, oziroma kremo, tako zaščito, ki jo na primer predstavljajo ravno ta rastlinska hladno stiskana olja, kot tudi vlažila. A lahko mečkam poveste, katera so tista vaša najljubša, brez katerih vaši izdelki ne morejo obstajati? Najbolj aktivna olja so tista, ki vsebujejo recimo esencialne maščobne kisline, naprimer alfa-linolensko. In ta olja so, če samo omenim te 3, ki so v moji kolekciji, olje ameriške brusnice, šipkovo olje in pa olje semen jagode. Poleg tega je v kolekciji Majerula sta še dva izredno zdravilna, aktivna olja granatnega jabolka in pa olje rakitovca. In pa seveda druga stabilna olja oziroma osnovna olja, nekako jih razdelimo olja na stabilna, osnovna in pa aktivna olja. Ta aktivna so tudi zaslužna za te regenerativne učinke. Zelo veliko omenjate besedo aktivna. Torej, dajmo za vse nas laike razložiti, kaj pravzaprav pomeni aktivna, ker veliko imamo že krem, eko, bio, ni da ni naravne, organske, ampak aktivne sestavine, to je nekaj, na kar moramo prav posebej danes dati poudarek. Ja, zdaj najbrž mislite s tem na ta certifikat, Cosmetically Active. Za ta certifikat sem se odločila nekako, da v poplavi kozmetičnih izdelkov postavim svojo linijo na višji nivo, ker vrednoti kozmetiko, naravno kozmetiko, tudi na osnovi vsebnosti aktivnih učinkovin, ki so notane, in ta bi naj bila zaslužna za neke efekte na koži. Vendar le, če so prisotne v zadostni koncentraciji. Tako da, ja, vse te sestavine moje so tudi prisotne v zadostni koncentraciji in s tem so potem nekako aktivne, učinkovite. Torej, predvidevam, da v večini krem najdemo prav tako kakšno tole olje, vendar bolj v sledi, od sledi, če lahko temu tako rečem. Ni cela, nič, ne vem koliko odstotka, torej praktično ni. Sigurno, da je noter, kar ni pa, mislim, ne vem, težko je reči. Verjamem, da niste drugih krem pregledovala. Se pa dogaja premik na tem področju in vedno več znamk, jaz mislim, da se bo odločili za ta certifikat, da res v potrošniku zbudi neko zaupanje. Zaupanje, to se mi zdi izjemnega pomena. No, danes ste tudi prinesla vzorčke, ki jih lahko naročijo tudi naši gledalci.
Kako vas lahko sploh kontaktirajo, kam vam lahko pišejo in prosijo torej za brezplačno e-knjigo in pa brezplačne vzorčke, da se spoznajo z vašo kozmetiko? Tako, najlažje na mail, info@majerula.si. Info@majerula z Y, ne, M-A-Y, Tako. Arula, ok, super. In pošljem link do e-knjigice in pa seveda skupaj predebatiramo, katero vzorček bi si želeli. No, naj povem, da vi imate v svoji kolekciji torej 2 kremi, različni. Ja, torej, tako. za kakšen tip kože oziroma komu priporočate katere? Ja. Zdaj, vse izdelke sem razvila sama, zase, razen intenzivne antioksidantne kreme ne, ker je meni osebno bila premastna. Premočna Sem jo pa torej, razvila za mojo mami in zdaj po zimi je tudi skoraj vsak dan na mojem obrazu, no, ker je potrebna drugačna torej res nega. izjemno močna, bom rekla. Ne, torej, Ja, za je še bolj hranljiva, taka izsušeno. razkošna emulzija, ki pomaga v boju proti staranju, tudi izdatno vlaži kožo in pa jo regenerira, tudi večji odstotek je maščobe noter iz teh hladno stiskanih rastlinskih organskih olj. Torej, za zimo pravzaprav skoraj da bi lahko rekli, da jo bolj priporočate, ne? Glede Ja, na to, da pač- koža res rabi več. Ja, razen za tiste, ki jim ni to všeč, a ne. Za tiste, ki imajo pa radi bolj vlažilno, lahko emulzijo, pa vsekakor dnevna vlažilna krema, pa mogoče v zimskem času od spod še vlažilni serum. Torej, vzorčki, kot smo rekli, imate pravzaprav vse lahko sprobajo, torej različne stvari imate. Tako. Čistilo mleko, tonik, Tako. serumčki Obe in kremo. kremi, oba seruma in pa tudi lipokoncentrat za okrog oči, s katerim jaz vedno zaključim jutranjo nego, no, da si potapkam. Torej, na info@, sva rekli, majerula.si. Si. No, tako odlično. Veste, kaj me še zanima? Katero olje je pravzaprav tisto, ki ste mogoče že pri suhi koži, ko ste prej omenjala, torej vašo hči, da ste ugotovila, da res dela take spremembe, da enostavno brez tega olja ne mogli. In kako ste prišli pravzaprav do tega olja? To me zanima. Kje ste to našli? Olje marule? Ja, recimo. Olje marule je bilo bolj zame mišljeno, a ne? Aha, okej. Spoznala sem ga na enem tečaju, bilo mi je pa všeč zaradi vonja in pa zaradi te hitre opojnosti. Svojo punčko, ki ima pa zelo suho kožo, moram pa bolj negovati s kakšnimi bolj hranljivimi olji, mogoče avokado, makadamija, ne, bolj ta olja. No. Poleg tega so pri njej pomembna tudi vlažila, no. Kar je tudi sicer v zimskem času za nas pomembno, da emulzija oziroma kremica vsebuje, ne, da je kombinacija tudi vlažil, ki so zelo pomembna v tem času. Dajte mi še mogoče povedati, zdaj, kar se tiče recimo čistilnega mleka pa tonika, ne, koliko je v bistvu pomenilo tudi, kakšne sestavine vsebujejo torej te izdelki? Da so torej notri aktivne sestavine. Ja. Vprašanje, če imajo ostali ravno toliko aktivnih sestavin. Moja notri. kolekcija nudi nek celovit tretma zrele kože in je Dajmo moment, po To- 30 letu imamo že zelo Ja, kožo, to tako, moramo omeniti tako, danes, ker tako. jaz sem bazikar, boste rekla, da mene 50 let pa Ja, je zrela ja, koža, ja. ne bi jaz rekla. Ja, ne bi zdaj enkrat povedati. tako, da je lahko v bistvu za mamice in Ja, za res je. babice. Ne? Ja, res je, ja. Neverjetno. No, in v vseh izdelkih je nekako, sem se potrudila noter, da so tudi regenerativne stvari, a ne? Tako da je tudi v toniku, ki je vlažilen, nam osveži obraz, regenerira kožo, so antioksidantni izvlečki, a ne? Recimo izvleček granatnega jabolka, zeleni čaj, ki je v bistvu najmočnejši naravni antioksidant. Tako da v vseh izdelkih so te sestavine, ki našo kožo podpirajo in jo v bistvu regenerirajo. No? Tudi v mleku je olje rakitovca, recimo, v čistilnem mleku, ki je zelo regenerativno olje. Ja, rakitovec je tudi na splošno izjemno priznan tudi v naši altejski princesi je notar, naj povem, in tudi deluje notranje, torej čisti vse te žleze in organe, tako da rakitovec je res tak fenomenalen olje, ki deluje tudi navznotraj, no, tako kot tudi verjetno Ja, ostala res je. olja. Samostojno sicer ni toliko uporaben, ker je zelo intenzivne barve in si pol kar malo korenčkast. V kombinaciji je pa super.
Odlično. Torej, drage davke in cenjeni gledalci, tudi vi seveda lahko pridete in poskusite torej, do svojega e-priročnika in pa do vzorčka, torej, da sami testirate ali tonik ali čistilno mleko. Serum, ne poveva še o serumu, ne? Torej, imate serum, ki ga v bistvu kdaj lahko sploh ljudje uporabljamo. Se eni sploh ne vemo, zakaj serum je. Zakaj serum je, ja, vem, mi je jasno. Jaz imam dva seruma. En serum je tako zelo zakladnica vlažilcev in ga nanašam sama in priporočam vsem, da ga nanašajo pod dnevno kremo. Torej po toniku in pred kremo, če tako, razumem. Tako. Okay. Medtem ko je vitaminski oljni serum namenjen večerni negi, ko se v bistvu popršimo s tonikom, ga nanesemo še na vlažno kožo in kožo v bistvu res nahrani in pripravi za zjutraj. Kaj pa prej ste omenjali nekaj okoli oči, kaj pa to? Ja, to zakaj pa je... moramo tukaj še posebej biti pozorni na to kožo, Ja, na to ta del? področje je pač bolj občutljivo, bolj tanko in mu je tudi treba namenjati posebno nego. Jaz imam trenutno v kolekciji lipokoncentrat za okrog oči, ki ima teksturo mazila. Prihaja, naj povem, pa še en izdelek, to bo pa peptidni fluid za okrog oči. In za najbolj razkošno nego za okrog oči, jaz seveda uporabljam oba. Ker moram pa to reči, da nič ni narobe, če kdo uporablja samo kakšen hidrolat ali pa super eno hladno stiskano olje. Ampak jaz nimam te sreče in veliko nas najbrž nima te sreče, in moramo več tega nanašati, da nekako klobujemo času. Ja, staranje, pač se veste, staranje je stvar, ki v bistvu bi jo radi vsi malo zamrznali, če bi le lahko, ne? In še dobro seveda, da imamo tudi organsko kozmetiko z aktivnimi, torej sestavinami Maja Rula. Danes smo še eno vprašanje za sam konec. Govorili smo torej o temle serumih, ne? Torej, da pripravite še nov fluid. In to, kar ste rekla za okrog oči, a je to bolj masna zadeva, je to bolj mogoče priporočate to zvečer, pa mogoče fluid čez dan, mislim, je kaj zoprno, veste, čisto ko vas vprašam, se veste, pa gremo nekam ven, a kaj moteče? Nič ni moteče. Tale lipokoncentrat ne pušča, v bistvu s prstom nanesemo, s čistim prstom seveda, nežno potapkamo in v bistvu je koža pripravljena na nanos potem pudra. Tako da ni nič mastno. In jaz osebno to naredim zjutraj, da mi celo malo poudari ta predel, malo ga pač, da malo zasije. Zdaj, olja so znana tudi potem nekatera, da pravzaprav že imajo neko UV zaščito, ne? Kako je s tem? Torej... Ne, to je premalo, definitivno. Premalo? Ja, definitivno je to premalo. Pač sonce je toliko nevarno, ne? Ja, absolutno morajo biti UV filtri, sicer v naravni kozmetiki so to mineralni filtri, in glede na to, da kaj lahko tudi tle preberemo, kaj nam delajo UV žarki, se mi zdi, da ne smemo iti na sonce brez neke zaščite, če nočemo imeti posledic. Ali pa kar v senci videti pa v klobuku, jaz pravim, oziroma pod klobukom. Tako, torej, mi da smo zdaj spregovorili več ali manj o vsem, kar me je zanimalo. A je še kaj takega, v bistvu, kar bi vi želela izpostaviti, pa sem jaz mogoče malo pozabila vas vprašati, ker jaz sem zdaj izvedela toliko informacij, da jaz bom tole vzela vse domov. Jaz mislim, da... Ne, najbolj ste me šokirala s tem, da ste rekla, da imamo pa 30 že zrelo kožo. To mislim, da je v bistvu znak... Ja, pač takrat se začnejo procesi, postopnega propadanja. A ste rekla propadanja? Določenih sestavin, in v vseh plasteh kože in na to nimamo veliko vpliva, je pa zelo veliko odvisno... Preventiva mogoče je torej... Preventive, seveda, pač pri tem zunanjem staranju, pri notranjem staranju pa seveda od genov, Tudi to, torej, ja, babice in detki, zdaj, ali ste bili dobri z nami, ko ste nam podeljevali te gene, torej proti staranju ali ne, niti ni tako pomembno. Pomembno je torej, da znamo kožo pravilno negovati in predvsem, da ugotovimo, kaj je tisto, kar je za našo kožo najbolje, da bomo lahko ublažili tiste hude znake staranja. Darja, najlepša za obisk, najlepša hvala torej za obisk, vam pa želim, torej, da se imate fino, luštno, fajn in seveda, da tudi vi še enkrat lahko naročite brezplačne vzorčke in pa e-knjigo na info@majarula.si.